Danes v novicah med drugim 75 let delovanja društva upokojencev Šentrupert. Potapljači znova čistili reko Krko. Na Gorjancih prižgali oglarske kope. Lepo pozdravljeni. Konec tedna so praznovali v Šentrupertu. Tamkajšnje društvo upokojencev namreč letos obeležuje 75 let delovanja. Začetki organiziranega povezovanja upokojencev v Šentrupertu uradno segajo v leto 1950. Oziroma takrat se je imenovalo kot Zveza svobodnih sindikatov Ljudske republike Slovenije, podružnica Društva upokojencev Šentrupert. 1975. leta je pa društvo bilo preimenovano v Društvo upokojencev Šentrupert. 1996 je pa Društvo upokojencev Šentrupert sprejelo svoja prva pravila. Od ustanovitve se je zamenjalo 7 predsednikov, v kratkem bodo posodobili statut društva, v katerem je danes 290 članov, ki se lahko vključujejo v različne sekcije. Rad delam z ljudmi in rad pomagam, kolikor se da širši družbi. Najljubša aktivnost pa mi je pohodništvo, saj sem vodja pohodne skupine, ki vsak prvi četrtek v mesecu nekam gremo. Pevski zbor, zato ker rad pojem. Ja. In kaj naj rečem? Zdi se mi, da je to ena praznina se rešila. Pikado, igranje, petanke, petja in sodelovanja v društvu. Včlanil sem se v društvo zato, ker sem šel v penzijo in moraš nekje biti vključen in da nekje sodeluješ pri raznih športih, pri organizaciji. Ko sem se leta 2008 preselil za stalno v Šentrupert, sem se najprej vključil v društvo upokojencev, ker sem bil že upokojen. Želel sem spoznati domačine, želel sem spoznati domače okolje oziroma okolje, v katerem bom živel. In moram reči, da mi je zadeva zelo koristila, ker sem preko društva spoznal ogromno prijateljev, ogromno ljudi in na konec koncev tudi Šentrupert. S svojimi aktivnostmi skrbijo za živahen utrip v občini. Društvo upokojencev z vse svojimi vrednotami skrbi za povezanost, prijateljstvo, zato smo jih hvaležni. Na prireditvi, s katero so počastili visok jubilej, so podelili tudi društvena priznanja in zahvale članom in tistim, ki jim pomagajo pri uresničevanju aktivnosti. Roletarstvo Medle, družinsko podjetje s skoraj 50-letno tradicijo in vodilni proizvajalec senčil v Sloveniji, je svojo trajnostno strategijo začelo uresničevati tudi v logistiki. Novo električno tovorno vozilo predstavlja konkreten korak v smeri popolnoma brezogljične dostave. V podjetju ga polnijo z električno energijo, pridobljeno iz lastne sončne elektrarne. Pravzaprav nadaljujemo našo trajnostno strategijo, kjer smo si zadali, da gremo v to smer, da poskušamo poslovati čim bolj zeleno, in ena od teh investicij je pač tudi ta električni kamion, kjer se nam zdi, da bomo precej zmanjšali ogljični odtis, ker prevozi so kar eno tistih zadev, ki dvigujejo ogljični odtis izdelkov. Druge ključne trajnostne pobude so energetska samooskrba, trajnostni materiali, ekološka embalaža, trajnostna mobilnost in digitalizacija. Ob tem v podjetju poudarja, da je nakup dodatnih električnih tovornih vozil trenutno prezahteven, predvsem zaradi visokih stroškov. Če bi tukaj mogoče bile na voljo kakšne subvencije, gotovo bi razmišljal sem še v električnih kamionih, ker navsezadnje imamo take dnevne vožnje, ki omogočajo, da dejansko pridemo z polnimi baterijami in do cilja in nazaj, tako da tudi sami potem napolnimo svojo elektriko kamione, tako da bi šli v to smer, če bo le razlika v ceni manjša. Prvo električno tovorno vozilo je tako le ena od številnih aktivnosti, ki jih izvaja v okviru trajnostne poslovne strategije za obdobje od 2024 do 2029. V podjetju poudarjajo, da trajnost ni modni trend, ampak odgovornost do okolja, zaposlenih in prihodnjih generacij.
Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je letos že 32. priredil tradicionalno akcijo čiščenja reke Krke. Projekt je poimenovan Eko 2025 potapljači za čisto Krko. Sodelujejo člani novomeškega kluba, potapljači iz drugih potapljaških društev ter ribiči in rafting klub. Tokrat se je v Krko potopilo več kot 30 potapljačev od blizu in daleč. Najbolj prijetno je družba. Druženje in obenem še druženje nekaj še dobrega naredimo. To naj bi očistili Krko. Vsakič, ko nekaj tudi ven potegnemo iz Krke, se pravi neke smeti, dokazujemo, da še zmeraj se odmetavajo smeti, ki so pa v zadnjih letih, poudarjam, predvsem iz področja vandalizma, se pravi, tu so prometni znaki, potem so kolesa, motorji, mobiteli. Leta 1993 so v klubu začeli s prvim čiščenjem reke Krke, akcija pa je bila organizirana na nivoju kluba. Ker so takrat videli, da je odpadkov pod vodo veliko, da jih ne bodo zmogli očistiti sami, se je porodila ideja, da bi naslednje leto organizirali akcijo, v katero bi vključili potapljače z vse Slovenije. Takrat je to trajalo 3 vikende, 3-krat po 2, se pravi preko sobote, nedelje, in takrat se je to merilo v tonah. Zdaj trenutno je, računamo tam od 500 do 600 kil na eno akcijo. Tako so leta 1994 začeli z množično ekološko in čistilno akcijo podvodnega sveta reke Krke, kasneje pa so po njihovem vzoru pripravili podobne akcije tudi drugje po Sloveniji. Tudi letos so bili z obiskom potapljačev zadovoljni. Imamo potapljače iz Gorenjske, imamo 2 društva iz Hrvaške, se pravi oba sta imenujeta tako kot mi, Kepa Karlovac in pa Kepa Duga Resa. Imamo ribiče, se pravi, ki bojo pomagali na obali in na vodi s čolni. Imamo tudi veslače. Ne smemo pozabiti tudi na to, da novomeški potapljaški klub vsak začetek leta priredi tradicionalni novoletni potop, kjer se pozdravijo vsi somišljeniki in si tako na njim najljubši način voščijo vse dobro v novem letu. Za društvo Gorjanske Košenice se je pričel čas za kuhanje oglja na Miklavžu na Gorjancih. To tradicijo vzdržujejo že 22 let. V društvu želijo ohranjati travnate površine na Gorjancih. V zadnjih letih čistijo košenice in s tem tudi ohranjajo biotsko raznovrstnost, z oglarjenjem pa poskrbijo za kakovostno oglje. 30 kubikov lesa, dobili bomo ven približno 3 tone oglja, kar je med manjšimi kopami, ki jih imamo. Gre za 400 stopinj ali pa več v srcu same kope. Kopa zgubi več kot polovico volumna ali še manj. Kopo kuhajo približno 14 dni, nato jo razdrejo, ohladijo in zapakirajo oglje. S kuhanjem oglja tudi izobražujejo, šole pa v svoje programe vključujejo tudi obisk kope na Miklavžu in gorjanskih učnih poti. Se mi zdi, da je to en tak stik z naravo, pa tudi en odnos, bom rekel, do naših prednikov, da znamo to, kar se je skozi stoletja na tem prostoru ustvarilo, da znamo ohranjati, da imamo pozitiven odnos do tega, da to predstavlja neko vrednoto in da o tem skušamo tudi svoje, bom rekel, otroke na nek način jih vsaj seznaniti. Povpraševanje po tem oglju je veliko. V preteklosti so bili največji uporabniki oglja kovači, sedaj pa ta naravna dobrina vedno bolj pridobiva na veljavi pri mojstrih žara. V Mokrišču Zdravci v šmarješki občini so minuli konec tedna znova ringarajali in združevali prijetno s koristnim. Zdaj že tradicionalno druženje ljubiteljev ptic v zgodnji jeseni, času, ko se te zaradi hrane množično selijo v toplejše kraje, je bilo namreč posvečeno predvsem obročkanju pernatih letalcev. Dolenjska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Društvo za ohranjanje mokrišč Zdravci sta prijetno 3-dnevno druženje tokrat pripravila že 7. Že tudi prej smo obročkali v Zdravcih, ampak ringaraja je pa potem nastala iz tega. Sama izpeljanka imena je v bistvu ring kot obroček, a raja smo pa mi.
Udeležencev in obiskovalcev, ki si pridejo ogledati obročkanje ptic, je v Zdravcih iz leta v leto več. Ker se veliko naučiš in veliko novih izkušenj dobiš in je zabavno gledati, kako obročkajo in vidiš nove stvari, ki jih recimo ne vidiš v mestih. Všeč mi je to, da spuščamo ptiče, da jih obročkamo, pa tudi zaradi prijateljev. Bolj mi je všeč, ker se učimo o pticah. Bo še prišel? Ja. Sem bila že zjutraj in je bilo krasno in sem videla veliko novih vrst ptic. Pa tako, druženje z ljudmi, ki imajo radi naravo. Letos nas je bilo, ne vem, mislim, da vse skupaj, če bi preštel vse ljudi, nas je bilo kar 81 do 90 najbrž. Ja. Sem s tem, da so se ljudje tako malo porazdelili, malo menjali. Mokrišče Zdravci so naravnost idealni za najstarejšo znanstveno metodo označevanja ptic in zbiranja informacij o njihovem življenju ter selitvenih poteh. In Zdravci so taka oazica, ki jo kle vsi ptiči zelo dobro poznajo. Tukaj imamo na stotine škorcev, ki prenočujejo. Potem lani primer smo imeli 1000 lastovk, zvečer pridejo vsa ta trstišča. In če pogledamo, koliko imamo kle vrst na tem majhnemu končku, je to neverjetno. Tokrat so v 3 dneh v mreže ujeli in obročkali 24 vrst, pivko in prosnika denimo sploh prvič, odkar poteka ringaraja. Vsaki ptici, ko ji daš obroček, ki moraš zmeriti dolžino peruti, pa maso. Te dve stvari sta obvezni, pa seveda vrsto je treba določiti, pa treba je starost pa spol, če se da. Pri enih vrstah se ne da, pri enih se pa da. Če je bilo nadevanje povsem neškodljivih obročkov s črkovno kodo skupno 219 pticam izključno v domeni ornitologov s posebnim dovoljenjem, pa je užitek njihovega spuščanja v naravno okolje seveda pripadel najmlajšim. Ciril Dolinšek skupaj z družino že več kot 15 let skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in kmečkih običajev. V Dolinškovem kozolcu na Šmarčni, ki so ga leta 2009 prenovili v izvirno stanje, obiskovalcem ponujajo ogled etnološke zbirke kmečkega orodja in gospodinjskih pripomočkov iz lokalnega okolja. Dolgoletno delovanje Cirila Dolinška je prepoznalo gibanje Kultura Natura Slovenija, ki mu je podelilo mednarodno priznanje Naša Slovenija 2025. Mi izredno veliko pomeni. Nisem pričakoval, ko so me poklicali, je bila tista moja prva, kje ste pa mene našli, ne? Ampak očitno je tudi to moje delo moje družine, nekam se slišalo. Očitno so to ljudje začutili in so mi nagradili. Je pa seveda to ena taka zahvala. Sicer pa je bil Dolinškov kozolec postavljen leta 1920. In seveda je služil svojemu namenu vse nekje do leta 1985, ko se je na naši kmetiji postavil nov hlev, kateri namembno so imeli takrat tudi, da je bilo seno nad hlevom in so potem kozolci nekako kot sušilne naprave zgubili tisto svojo funkcijo in seveda so se pod večinoma kozolcu začele zbirati takšne in drugačne stvari. Nato sta se leta 2009 Ciril in njegova žena odločila kozolec popolnoma prenoviti. In kmalu smo se odločila, glede na to, da sem jaz dolga leta že zbiral določene stvari, ki sem jih našel po okoliških hišah, gospodarskih poslopjih, so me spominjale na stare starše, da postavimo v kozolec etnološko zbirko. Tako da leta 2014 je bil kozolec pod spomeniškim varstvom Celje v celoti obnovljen. Struktura obiskovalcev je zelo pestra, še največ pomisleka so imeli na začetku glede mladine, a so bili prijetno presenečeni. Zelo velikokrat se šole odločajo, imamo potem tudi vaške igre spodaj, imamo tudi en program, ki izdelujemo recimo ptičje hišice, sami morajo izdelovati, vse delajo sami. Žagajo, zabijajo, tako. Imamo en program, kjer si ogledajo kozolec, pa grejo s planinskimi vodniki na Razbor, tlele na bližnji hribček. Ciril Dolinšek je dejaven krajan, ki je poleg skrbi za Dolinškov kozolec med drugim pomembno prispeval tudi k vpisu Jurjevega koledovanja na Sevniškem v register nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije leta 2023.
Ohranjanje etnoloških posebnosti je sestavni del identitete naroda in njegove kulture. Naj ima sodobni hram kulture vedno dan odprtih vrat. Hvala za pozornost in vse dobro do prihodnjič.